Na današnji skupščini sem po pooblastilu VZMD-ja in delničarjev, ki so dali pooblastilo, zastopal njihove koristi. Skupščina sama je potekala v redu, vendar opažam, da imamo stare kadre, ki vodijo te skupščine in da je tudi način vodenja skupščine ostal enak. Kar se tiče same vsebinske plati, je skupščina v glavnem sledila predlogom, razen tistih, ki so bili omaknjeni. Glavni predlog, s katerim se nismo strinjali, je predlog za nove člane nadzornega sveta, ki je prišel naknadno in je v nasprotju z osnovnim, vendar pa mislim, da je ta predlog vseeno boljši, kot je bil eden od nasprotnih. Kar se tiče ostalih stvari, je skupščina, ker ni uspela izglasovati nekaterih stvari, ki so po mnenju, predlogu in zagotovilih uprave nujni za sanacijo Pivovarne Laško, napovedana že izredna seja skupščine glede na dogovore med upravo Pivovarne Laško in bankami, ki seveda morajo zaradi svojega prevladujočega deleža soglašati s večjimi spremembami in vsekakor upam v dobro nas malih delničarjev, da bo prišlo do nekaterih sprememb. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da pravzaprav moramo tudi mi sami se potruditi, da bomo več poskušali pridobiti informacij, kajti sama spletna stran Pivovarne Laško, namenjena investitorjem, predvsem pa javna občila, so seveda močno filtrirana. Že primerjava med njimi pove, da so informacije pri posameznih celo enostranske. Kar se tiče pa dela uprave, moram reči, da sicer korektno dela v danih razmerah, predvsem kar se tiče tekočih poslov. Moti nas pa, da večina predlogov za razrešitev zgodovine Pivovarne Laško v zadnjem desetletju nekako se ne premakne naprej. Ne moremo seveda ugotoviti, kdo je za tem, ampak že iz našega primera glede takozvane stopnišče skupščine lahko ugotovimo, da je lokacija obravnave nekaterih pravnih stvari močno vpliva tudi na njihov iztek. Po drugi strani pa upam še nekaj, da bi se mali delničarji Pivovarne Laško v svojih mnenjih poenotili, združili, ne glede na to, kako so dejansko organizirani pri posameznih društvih.